Konec prve svetovne vojne je prinesel tudi razpad mnogih držav. Na ruševinah imperijev so nastale države naslednice. S tem je povezano tudi nastajanje novih mej. Tako je nastala tudi meja med kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev in Avstrijo. Določitev meje je bila povezana s plebiscitom na Koroškem. O meji so se odločali tudi prebivalci vasi Libeliče. Smo pred Libeliško osnovno šolo, ki je bila zgrajena leta 1908, s tem, da samo šolstvo sega začetek 19. stoletja. Marija Tereza je uvedla ta zakon o obveznem osnovnem šolstvu. Prva učilnica je bila v nekdanji libeliški graščini, ki se zdaj nahaja na avstrijski strani. Nato so jo preselili v Mežnarijo. In v sredini 19. stoletja so zgradili tako imenovano staro šolo, ki jo vidimo tu za to zdajšnjo šolo. No, v tej stavbi se nahaja danes 4-razredna osnovna šola in pa vrtec. Število otrok se povečuje, so pa včasih bile družine mnogo številčnejše, kot so danes, in v najbolj zlatih časih je to stavbo obiskovalo do 150 otrok, kar pomeni, da je bila kar velika količina. Bile so dvorazrednice, to je prvi in drugi razred, tretji, četrti, peti, šesti in sedmi in osmi. Leta 1972 so višje razrede prešolali v osnovno šolo v Dravograd in od takrat dalje funkcionira kot danes. Libeliče so po nekem čudnem naključju bile vključene v plebiscitno cono A in 10. oktobra leta 1920 je potekal v tej coni tako imenovani koroški plebiscit. Ravno v tej stavbi je bilo volišče in obstaja tudi fotografija, ki prikazuje Libeličane, kako ta dan slavnostno odhajajo na glasovanje, s tem, da se je usoda takrat z njimi na nek način poigrala in v naslednjih 2 letih se je dogajalo to, kar v svetu redko odkrijemo, torej boj Libeličanov za priključitev k matičnemu narodu. Smo na libeliškem pokopališču z cerkvijo svetega Martina in eno izmed 3 slovenskih ohranjenih kostnic. Cerkev svetega Martina se prvič omenja v pisnih virih 1154. leta, je pa odigrala vlogo neke vrste prafare in je pokrivala zelo velik prostor za verske obrede in tudi pokope. In v primeru večje umrljivosti se je pojavila situacija, da to majhno pokopališče takrat tega ni preneslo in kostnice so služile kot dodaten pokop že prej umrlim ali v primeru kakšne nalezljive bolezni, kot je bila kuga ali podobno, so pokopavali direktno v kleten obokan prostor kostnice. Domnevamo, da so se zadnji pogrebi, pokopi vršili v 17. stoletju, ko imamo tudi zadnje podatke o kugi. Potem se je kostnica zaprla in se po letu 1985 spet vzpostavila, tako da je danes lahko turisti obiskujejo in si jo ogledajo. Tu smo zdaj ob družinskem grobu Pugelnikovih oziroma Edelmanovih. Tu vidimo napisanega Ivana Pugelnika, umrlega 1918. leta. Namreč zgodba je taka. Ivan Pugelnik je bil sicer doma iz Möltala na Zgornjem Koroškem. Bil je orožnik, sicer 1912. leta, če se ne motim, se je priženil v Edelmanovo družino tukaj le v Libeličah. Med vojno ga je avstro-ogrska oblast postavila za občinskega komisarja. Prebivalci Libelič so ga dolžili, da se je okoriščal, skratka, da je bil vojni dobičkar, da se je okoriščal z moko, ki jo je mlel v mlinu, ki tudi še danes stoji tam zraven domačije.
in so se zbrali in ga napadli, on se je branil s pištolo, pa vendar so ga pretepli, tako da je nekaj dni pozneje umrl. No, to je seveda dalo potem motiv Prežihovemu Vorancu, ko je pisal roman Požganica, ki obravnava te prevratne čase, se ima tudi podnaslov Roman iz prevratnih dni. Tam noter najdemo občinskega komisarja Gnido, mislil je njega, prestavil ga je pa iz Lebelič v Mežico. Skratka, pač, da so ga napadli, da so ga ubili in tako naprej. V tisti jezi, takoj po prevratu, ko stara oblast ni delovala več, nova oblast pa se še ni vzpostavila. Doprsni kip Antonova Ungrinca predstavlja vse lebeliške možake, če se tako izražim, ki so med letom 20 in 22 izborili priključitev Lebelič k matičnemu narodu. Anton Ungrinec je bil izredno zavedna osebnost, slovensko usmerjena, zelo razgledana, ukvarjal se je tudi z astronomijo in tako naprej. In tu ustanovil celo narodno stražo v jeseni 18. leta. Je pa ljudem pametno svetoval. Rekel je takole, to je ustno izročilo. Glasujte za Jugoslavijo, režimi se spreminjajo, narod ostaja. Če boste ločeni iz svoje matice, boste kot narod izumrli. In očitno je to ljudem toliko leglo na dušo, da so ga sledili in prišli do rezultata, ki je Lebeliče priključil tja, kamor so spadali. Torej, obe strani, tako jugoslovanska kot avstrijska, sta izvajali intenzivno propagando, pri čemer je imela avstrijska stran več finančnih sredstev, saj so zbirali finančna sredstva praktično po celi Nemčiji, pa po celi Avstriji, pa še kje. Jugoslovanska propaganda je bila usmerjena proti nemško, deloma tudi proti avstrijsko, temeljila je na poudarjanju narodne zavesti, nekoliko manj pa na ekonomskem vidiku, čeprav bi tudi tu imela lahko kakšne argumente, ker ni bila samo Jugoslavija ekonomsko na tleh, tudi Avstrija je doživljala kar hude čase takrat. Bila je prav tako zadolžena, plačevati je morala visoko vojno odškodnino. Prebivalci obeh narodnosti, tu pa so seveda zdaj nastopale države, so demarkacijsko črto dojemali kot omejevanje svobode, uradovanje v knjižni slovenščini je povzročalo težave tudi koroškim Slovencem zaradi njihovega skromnega znanja slovenskega jezika, saj jim ga ultrakvistične šole niso mogle dati. Ostre reakcije pri nemško govorečem prebivalstvu so povzročile odstranitev avstrijske uprave, uradovanje v slovenskem jeziku in državni nadzor ali sekvester nad večjimi posesti, industrijskimi obrati, ki je seveda zaradi socialne strukture bilo to ugodnejše še za Nemce in je seveda ta ukrep prizadel predvsem nemško stran. Za propagando je skrbela, torej tu na slovenski oziroma jugoslovanski strani, plebiscitna pisarna novo ustanovljenega narodnega sveta za Koroško pod vodstvom generala Rudolfa Maistra, ki je obenem bil poveljnik tudi koroškega obmejnega poveljstva za cono A s sedežem v Velikovcu. Od 1. maja do 18. septembra pa poveljnik koroških policijskih čet. Potem se je general Maister moral umakniti iz Koroške, to pa se je močno poznalo pri zadnjih pripravah na plebiscit. Slabo propagando za Jugoslavijo pa so delali jugoslovanski strani tudi razne težave zaradi vzpostavljanja na novo njene uprave v coni A. Z njimi si je nakopala nasprotovanje domačinov, tako Nemcev kot tudi Slovencev. Na novo oblikovana koroška deželna oblast po propadu monarhije, ki je bil načelnik ali Landesverweser, dr. Artur Lemiš, se je oprijela starega propagandnega prijema, ki ga je ponavljala pravzaprav vse skozi, tiste zgodbe o usodni povezanosti Slovencev in Nemcev na Koroškem, o Koroški kot Celovški kotlini kot gospodarski celoti in tako naprej, in o naravni meji na Karavankah. Za propagandni boj je ustanovila posebno agencijo
Landesagitationsleitung oziroma pozneje Heimatdienst. Poudarjala je seveda ekonomske koristi, obljubljala zaščito narodnostnih pravic in slovenske narodne samobitnosti, na kar pa je treba poudariti, je pa takoj po plebiscitu pozabila. Ja, kazala s prstom na zaostalo, zadolženo kraljevino Jugoslavijo, kjer prevladujejo Srbi, kjer morajo fantje služiti vojsko. Ja, treba je vedeti, da bi morali iti služiti tudi kam v Makedonijo, kjer so razsajale razne bolezni, malarija in tako naprej. Treba je vedeti, da je Jugoslavija imela takrat še zelo nesigurne meje, da je grozila vojna zlasti z Italijo, pa tudi z drugimi sosedami in tako naprej. Skratka, vse to so bili argumenti v prid avstrijske strani. Tudi razni taki dogodki, kot je bil tisti na Zaloški cesti v Ljubljani, ko je policija streljala na delavske demonstrante in jih je bilo 13 ali 14 mrtvih in veliko ranjenih. Tudi to je znala avstrijska propaganda torej izkoristiti, češ kako Jugoslavija slabo skrbi za delavce in tako naprej, medtem ko Avstrija nasprotno temu ima pa urejeno delavsko zakonodajo in tako naprej. No, tukaj smo pri delavski zakonodaji in delavskih pravicah, je treba poudariti še vlogo avstrijske socialdemokratske stranke, ki se je vseskozi pravzaprav imela za nadnacionalno. V tem plebiscitnem boju pa se je odločno postavila na stran nemštva, skratka z argumentom, da si tudi Nemci zaslužijo to pravico samoodločbi in tako naprej. Skratka, tudi volkswehrowske enote so bile organizirane, bi rekel, večji del z strani torej socialdemokratske stranke, saj so jim tudi očitali, da so boljševiki in tako naprej. Prebivalci Libelič so glasovali tako 57% za Jugoslavijo, 43% za Avstrijo. Pravzaprav Libeliče niso bile ravno tista občina, ki bi najviše glasovala, ki bi imela najvišji procent za Jugoslavijo. So bile tukaj še druge, recimo občina Sele je imela še višji procent, pa je imela recimo občina Bilčovs, pa Radiše, Zgornja Vesca, to že na severni strani Drave. Ampak torej imela je pač srečo, da je ležala na takem območju, kjer se je še dalo kaj popraviti pri meji in da je imela v razmejitveni komisiji tudi svojega človeka, se pravi šolskega nadzornika Rudolfa Mencina. Potem pa je prišlo do zamenjave ozemlja, torej to je šlo pač v sklop tako zvanih mejnih popravkov, tako da so Libeliče pripadle Jugoslaviji. Na drugi strani je pa Jugoslavija morala Avstriji izročiti ozemlje gore Svetega Lorenca ali Lorenzenberga nad Dravogradom, bolj nemško območje, bolj gozdnato območje, ki ni spadalo pod plebiscitno ozemlje. Smo na slovensko-avstrijski meji, seveda še vedno v Libeličah. Ta meja je bila določena po letu 1922, ko so vas vrnili k matičnemu narodu. Po končanem plebiscitu so bili Libeliče del Avstrije in takratna začasna meja je potekala 2 kilometra pod vasjo. Libeličani, ki se s tem niso sprijaznili in ki niso želeli ostati v avstrijski državi, so začeli 2-letni boj, ki ga redko vidimo v zgodovini, v evropski zgodovini. Pravijo, da so čez noč mejne kamne, ki so bili pod vasjo, fantje libeliški prestavljali za vas, drugi dan so jih orožniki prenašali pod vasjo. Seveda avstrijska stran poskušala z vsemi načini pomiriti ali podkupiti Libeličane z
nepovratnimi sredstvi, ugodnimi krediti in pa seveda posluževali so se tudi precej krutega nasilja. Rezultat vseh teh poskusov je bil ta, da so morali na koncu Avstrijci popustiti in Libeliče pride k matični domovini. 30. septembra leta 1922 je vas zapustilo okoli 150 orožnikov, Nemcev in nemško usmerjenih Slovencev in meja se je pomaknila za vas. V vas je vkorakala Jugoslovanska obmejna straža. 1. oktobra pa je potekala tu velika slavnost, torej ljudje so proslavili ta za njih zgodovinski dogodek. Torej v 2 letih boja Libeličanov za priključitev k matični domovini se je dogajalo marsikaj, s tem, da matična stran v letu 21 boja Libeličanov nekot ni zaznala in ga ni sprejela. V letu 22 začelo to spreminjati, vključila se je pa tudi Mednarodna komisija za dokončno rešitev severne meje. Sreča je bila tudi, da meja še ni bila fiksno določena in ta komisija, v kateri je bil tudi ta naš domačin Mencin, je takrat hodila od domačije, anketirala, spraševala in ljudje so se pač odločali, kje bodo živeli, zato tudi danes meja na marsikateri lokaciji poteka nenaravno, torej v cikcak obliki, ker so pač ljudje želeli biti pri Libeličah in dejansko je potem ta odločitev komisije in želja Libeličanov bila realizirana v septembru leta 1922 in Libeličani na ta način pridejo tja, kamor so želeli priti. Je pa zanimivo, 2 kilometra pod vasjo je takrat tekla meja, nekaj domačij je bilo pa izločenih iz krajevne skupnosti ali občine Libeliče. Ti ljudje so pa zahtevali, da jih priključijo k Avstriji oziroma, če bolj natančno povem, k matični občini Libeliče, s tem, da so potem bili zadovoljni eni in drugi. Kar se pa tiče te ročne brizgalne. V začetku 20. stoletja so Libeličani kupili to ročno brizgalno kot mnoga druga gasilska društva in ko so Avstrijci zapuščali vas, so to brizgalno odpeljali v sosednje Potoče in se potem norčevali iz libeliških fantov in gasilcev. Glejte, kaj smo vam mi speljali, in tega libeliški fantje nikako niso mogli preboleti in neko junijsko noč 23. leta so se zbrali skupaj, dogovorili tudi z graničarji, da so jih pustili preko meje. Pravijo, da je to bilo povezano tudi z kar nekaj pijače, da je menda 1 ali 2 sta obležala že na tej strani, ampak kakorkoli tisto noč je prišla ta ročna brizgalna nazaj v Libeliče. Je pa potem prišlo do kar nekega mrka med sosedi preko Avstrije in našimi fanti. Potem je pa tam v Potočah prišlo v pozni jeseni do nekega požara hujšega in so ga pomagali s to brizgalno pogasiti. Eni in drugi so se pobotali, s tem, da danes brizgalna ima sedež v Libeličah. Če se pa dogaja kaj pomembnega v zvezi z gasilstvom na avstrijski strani, jo pa prepeljejo tudi preko meje in jo postavijo tam, kjer si oni to želijo. Tako da zdaj ta brizgalna v bistvu povezuje 2 kraja. Morda bi omenil samo še to. Večkrat v preteklosti so fanti iz avstrijske strani prišli v libeliške gostilne in so rekli, tu je deci vina cenejši kot pri nas. Mi smo pa ugotovili nekaj drugega. Ljudje smo kot lastovke. Gremo tja, ker so naše korenine. Njihovi dedje, očetje so hodili v Libeliče na sedež občine in izgleda, da to ostalo v genih, še vedno prihajajo z izgovorom v tisti njihov prvotni kraj.